Evropska delegacija odbora Agri, ki ga sestavljajo evroposlanci, se je na obisku pri nas seznanila s stanjem razvoja podeželja in kmetijstva. Slovensko sicer spada med manjša, pa vendar ima zadosti različnih panog in z njimi povezane številne uspešne zgodbe. Mi se ne bomo proslavili z milijoni ton, milijoni litrov, ampak moramo poiskati v kmetijstvu, poleg primarne proizvodnje, ki je osnovni vir za preživetje, mogoče 10.000 kmetij ali pa še kakšno več, tisto, kar izhaja iz naše zgodovine in lahko spravimo skupaj v širši produkt, bodisi povezavi s turizmom, bodisi v povezavi z kratkimi lokalnimi verigami, neposrednim sodelovanjem s potrošnikom in vse skupaj tudi v okviru turističnega produkta na nek način tudi vnovčiti. In zato je za Slovenijo zelo pomembno, da vidimo kmetijstvo v širšem kontekstu, tudi ostali vedno bolj prepoznavajo kot kmetijstvo kot pogoj za to, da je dežela čista, da je lepa, da je obdelana in da je konec koncev tudi za turiste privlačna. Za razvoj kmetijstva in podeželja je Slovenija iz kohezijskega oziroma evropskega sklada relativno dobro uporabila sredstva. Jaz mislim, da smo prvo finančno perspektivo 2007-2014, v kateri smo imeli poln obseg evropskih sredstev, tako za področje kmetijstva, prvem stebru program razvoja podeželja, kakor tudi iz kohezijskih skladov, strukturnega sklada, socialnega sklada, da je prvo potrebno povedati, da to, kar so se mnogi bali, da ne bomo izkoristili celoti teh sredstev, to smo uspeli. Se pravi, v Evropi nismo pustili sredstev, ki so bile namenjene Sloveniji, kar se tudi lahko zgodi, ampak smo to uspešno izpeljali. Na vrsti je finančna perspektiva do leta 2020. V kateri pa je potrebno sestavljati bolj sektorske politike, večje projekte, predvsem pa znati povezati gospodarstvo, znanost in raziskave in politiko občine na državo. In tu pa šepamo. Obisk delegacije Evropskega odbora Agri je lahko tudi dobra promocija gorenjske regije v smislu turizma. Petamo si promocijo. Na kmetijskem področju težko rečem, ker je to seveda državna politika, na kjer občina nima veliko vpliva in mi seveda tudi pospešujemo kmetijstvo s posebnimi razpisi, na katere se pa seveda prijavljajo kot tisti, ki že veliko imajo in ki tudi najbolj obvladajo. Ampak kaj si od njih obetamo, to, da dobijo lep vtis v Sloveniji in da brez tega promotivnega gledišča, brez tega promotivnega zornega kota gleda na ta obisk. V novi finančni perspektivi bo na voljo manj sredstev, zato bo naloga za obuditev kmetijstva in razvoj podeželja toliko težja. Vendar pa imajo nekatere gorenjske občine svojo strategijo. Imamo veliko število kmetij, ki so opuščene in jasno preko naših inštitucij, torej kmetijske zadruge in drugih se prizadevamo, da bi se to oživilo. Seveda je problem največji v lastništvu, ker potomci nekaterih prej kmetov ali pa kmetij niso zainteresirani. Seveda to v najemu pomeni neko obvezo in pa seveda vse na daljši rok, ker noben ne bo v najem prevzel cele kmetije za par let, ampak je to potrebno na daljše obdobje. Kmetijstvu že od samega začetka ni bilo poslano z rožicami, a si tudi v času gospodarsko-finančne krize in globalizacije utira pot.